Zdaj pa sledi naš zadnji panel na temo arheologije. Panel bo moderirala dr. Katarina Zanir, docentka, predstojnica oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Katarina se je rodila v Italiji na Južnem Tirolskem. Diplomirala je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu. Doktorirala je na Univerzi v Vidmu. Sodelovala je v mednarodnih raziskovalnih projektih in arheoloških izkopavanjih v Italiji in Sloveniji. Po zaposlitvi na Univerzi na Primorskem je delala na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Trenutno na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani poučuje klasično arheologijo od leta 2022, pa je tudi predstojnica oddelka. Katarina, odrevaš. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in hvala lepa za lepo predstavitev. Zelo vesela in počaščena sem, da bom povezovala panel arheologijo na 8. simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini. Mislim, da prvič se organizira panel arheologije na tem že tradicionalnem simpoziju. In mislim, da je priložnost ravno optimalna, ker letos obeležujemo tudi 100 let od uvedbe študija arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tako da je seveda optimalen čas tudi za organizacijo panela arheologije na tem že tradicionalnem simpoziju. Sama, ker sem tuja raziskovalka v Sloveniji, dobro vem, kako težko se je uveljaviti v tujini, daleč od doma in družine, z jezikovnimi težavami. Tako da čestitam tudi našim panelistom, ki so si izborili pomembno mesto raziskovalca v prestižnih ustanovah v tujini, v Avstriji, v Angliji in tudi Ameriki. Ukvarjajo se z zelo zanimivimi temami, tako da bi jaz kar začela s predstavitvami. Imamo eno panelistko, ki je z nami tukaj v dvorani. Dva panelista sta pa na Zoomu. Bi tukaj sem vprašala, če vse v redu s povezavami. Ok, super. Lepa hvala. Torej bom na kratko uvodoma povedala nekaj besed o naši prvi panelistki, ki je Brina Zagorc. Brina je tudi alumna mojega oddelka, tako da sem še posebej vesela, da jo tukaj lahko predstavim. Je doktorska študentka na oddelku za evolucijsko antropologijo na Univerze na Dunaju in je interes za bioarheologijo že razvila tekom študija in se je zato izpopolnjevala na Inštitutu za antropologijo v Zagrebu, pa tudi na Univerzi v Sheffieldu. Je štipendistka ad future in je nadaljevala torej svojo pot na Univerzi na Dunaju. Zanimajo raziskovanje starodavne DNK in stabilnih izotopov, raziskuje migracije in odnose preteklih ljudstev. Še posebej jo zanima bioarheologija otrok. Udeležena je v več raziskovalnih mednarodnih projektih in sodeluje tudi s Harvard Medical University in Stanford University ZDA. Je prav tako laboratorijska tehnica v laboratoriju za starodavno DNK na Univerzi na Dunaju in nam bo predstavila predavanje z naslovom Interdisciplinarni pristopi k preučevanju naše preteklosti s pomočjo bioarheologije. Izvoli, Brina, beseda je tvoja. Hvala. Lep pozdrav vsem. Hvala, Katarina, za lepo predstavitev. Jaz sem se danes odločila, da vam bom nekako probala splošno predstaviti široko področje bioarheologije in pa tudi malce bolj podrobno z nekatere veje bioarheologije, s katerimi se sama ukvarjam tekom svojega doktorskega študija. Torej, kaj bioarheologija je? Je interdisciplinarna znanstvena disciplina, ki se osredotoča na
preučevanje človeških, živalskih, rastlinskih in drugih bioloških ostankov iz preteklosti in naši vzorci so načeloma po večini kar kosti ali pa zobje, lasje, sedimenti in drugi biološki ostanki in te stvari preučujemo s ciljem, da pač pridobimo nekakšen vpogled v življenje in zdravje oziroma nezdravje skupnosti, nekdanjih skupnosti v preteklosti. Kot sem rekla, je bioarheologija precej široka zadeva, ki je sestavljena iz več različnih podvej in vsaka taka veja je v bistvu tudi svoj svet zase. Ene izmed teh sem tukaj naštela, recimo arheogenetika, ki uporablja genetske analize, starodavne DNA za preučevanje genetskih povezav v preteklosti, potem imamo analize stabilnih izotopov, ki jih uporabljamo za preučevanje paleoprehrane, klimatskih pogojev, življenjskih pogojev v preteklosti. Nadalje zelo v bistvu tak sinonim za bioarheologijo so kakšne osteološke in paleopatološke raziskave, kjer preučujemo človeške kosti in probamo rekonstruirati njihova življenja, ocenjujemo starost ob smrti, oceno spola in gledamo za razne patološke in benigne spremembe na kosteh. Podobno dela tudi zooarheologija, ki pa pač se ne ukvarja s človeškimi ostanki, temveč z živalskimi ostanki in nam dajejo pač informacije o favni v preteklosti, o tem, kaj so ljudje jedli nekoč in pa seveda tudi sam odnos med človekom in živaljo v preteklih skupnostih. Omenila bi rada še arheobotaniko in pa na primer palinologijo, ki namesto človeških živalskih ostankov uporablja rastlinske ostanke iz preteklosti, da pač spet dobimo vpogled v prehrano, vegetacijo v preteklosti, kmetovanje in gospodarjenje z rastlinami. Da je malce podrobneje o arheogenetiki, s katero se sama malce podrobneje ukvarjam. Kaj je DNA, se ne bom zdaj spuščala v neke genetske definicije, je pa pač dejstvo, da skoraj vsi živi organizmi imajo genom, v katerem je shranjen njihov genetski material in ta genom je sestavljen iz genov in geni iz baznih parov. Imamo dva tipa genomov, jedrno oziroma nuklearno DNA in pa mitohondrijsko DNA in to so v veliki večini ancient DNA raziskav tiste stvari, ki nas najbolj zanimajo. Ampak kaj je starodavna DNA, ancient DNA, aDNA? Če si predstavljamo nek genetski zapis, imamo tak zapis, medtem ko starodavna DNA je pa pač preprosto povedana, precej fragmentirana in pa poškodovana DNA, ki je začela propadati takoj po smrti organizma. In zdaj namesto enega tazga zapisa imamo tukaj en košček, tukaj en košček, tukaj en košček, še malo z drugačno sestavo in to so v bistvu potem izzivi v laboratoriju in v bioinformatiki kasneje, s katerimi se pač sami soočamo. In eden največjih izzivov je kontaminacija, ker pač vemo, če imamo danes tak zapis in če imamo starodavni zapis par koščkov, če bo kontaminacija današnjega zapisa, bo popolnoma povozila tiste fragmentke, ki so nam ostali. Tako da pač delamo v temu res posvečenih sterilnih prostorih, laboratorijih z ogromno zaščitne opreme, z drugim prezračevanjem, ne vem, s posebnimi štumfki, ni da ni. In če vas malo zanima notranjost naših laboratorijev, lahko na YouTubeu pogooglate Pinhasi Lab Tour, ki ga je pripravila moja kolegica Viktorija, tako da si pač malo pogledate, kako izgleda notri. Zdaj vem, da ne vidite absolutno nič, kar je tukaj napisano. To je pač nekako široko pogledan pogled na cevovod dela v laboratoriju do rezultatov in sicer vzorčimo kosti ali zobe, ki jih potem zmeljemo v kostni prah in iz tega prahu potem izoliramo DNA, pripravimo knjižnice za sekvenciranje ali pa recimo tarčno iskanje stvari,
in jih pošljemo na sekvenciranje naslednje generacije in rezultate potem obdelamo z bioinformatskimi orodji. In s pomočjo bioinformatike potem lahko odgovarjamo na vprašanja, kot so porekla preteklih skupnosti, sorodstvene povezave, lahko gledamo tudi recimo starodavne patogene, lahko se samo temu posvetimo, lahko jih tudi vidimo znotraj posameznikov, ki jih preučujemo, seveda se odvisno od tipa raziskav, ampak sem toliko, da imamo nek pregled. Zdaj, na zdravje. Med temi metodami, s katerimi preučujemo poreklo oziroma ancestry nekdanjih populacij, nekako sta najbolj popularni metodi admixture in pa QPADM, in obe dve nekako imata sicer drugačne statistične osnove, rezultati so pa načeloma dokaj podobni, in njun namen je oceniti delež genetskih prednikov iz različnih izvornih populacij, ki so v preteklosti prispevali genetski sestavi določenega posameznika ali populacije. Vem, da ta stavek je malo čuden, malce bolj po domače pogledano. Ja, dobimo take luštne grafe in vidimo neke proporce. Tukaj je ena barva, druga barva, tretja barva, četrta barva in to so pač te proporции različnih izvornih populacij. Izvorne populacije so, na primer, gremo res daleč nazaj, populacije, za katere že imamo sekvencirane genome, kakšen anatolski neolitik, lovce nabiralce, zgodnje kmetovalce v Evropi, stepska ljudstva iz Azije, in na podlagi tega potem gledamo nekako poreklo prebivalcev, populacije. Nadalje bi rada dala še nekakšen vpogled v analizo glavnih komponent oziroma PCA, ki sicer ni metoda za proučevanje porekla, nam pa da nekakšen vpogled v raznolikost populacij. In vem, da, kakor sem prej videla, se ne vidijo neki toliko zelo dobro barve, ampak tele večje pikice tukaj so na primer moji vzorci iz otoka Hvar iz pozne antike, ki so pač projicirani na milijon drugih pikic. In vam to verjetno nič ne pove. In zdaj, če pač dodam malce več, te sive pikice v ozadju so v bistvu evrazijska ljudstva današnja in lahko vidimo, da se pač Hvarani nekako razpotegajo od Italije preko jugovzhodne Evrope do Bližnjega vzhoda, pač po primerjavi z današnjimi ljudstvi. Primerjali smo jih pa tudi z drugimi sočasnimi ljudstvi iz istega časa Rimskega imperija in to so pa barvne pikice v ozadju, verjamem, da jih ne vidite toliko zelo dobro, ampak poanta zgodbe tukaj je, da recimo tej Hvarani, čeprav se razpotegajo široko po nekako mediteranski Evropi, so te rezultati ekstremno primerljivi z ostalimi objavljenimi rezultati iz teh obdobij, kjer pač vidimo, da je bil Rimski imperij precej kozmopolitanski in poln migracij čez celoten Mediteran. Nadalje lahko z Ancient DNA gledamo recimo sorodstvene vezi in delamo družinska drevesa, in potem tudi, ko v bistvu združimo vse informacije skupaj, lahko pridemo do zelo zanimivih izsledkov, na primer o poseljevanju Balkana v prvem tisočletju našega štetja ali pa na primer priseljevanju Avarov, to je ljudstvo, ki je poseljevalo območji današnje Madžarske, severne Hrvaške, Srbije, Slovaške med leti 600-900 in so prišli iz mongolskih step in potem v Evropo in nazaj in to lahko v bistvu z genetiko vse vidimo. Tukaj bi dala nekak shout out tudi Emoni, s kolegico Suzano Sawyer analizirava tudi genetsko sliko severne emonske nekropole. Na sliki vidite pač nekakšen kaos in tablo, kjer se zbirajo informacije, ampak upam, da v naslednjem letu bomo že uspeli lahko kaj znanstveno skomunicirati tudi javnosti naše izsledke, če povežem z prejšnjim panelom.
Poleg Ancient DNA, recimo, sem malce bolj povezana tudi z osteologijo in paleopatologijo. Kot sem prej omenila, lahko ocenjujemo starost ob smrti, ocenjujemo spol. Zanimive so tudi paleopatološke analize, kjer gledamo na primer za kazalce fiziološkega stresa v času otroštva, ki nam lahko veliko pove o podhranjenosti. Nadalje gledamo za poškodbe, ki so vidne na kosteh, gledamo za kakšne bolezni ali stanja, lahko vidimo tudi pomanjkanje vitaminov. Seveda ne gledamo samo kosti, gledamo tudi zobe, kariesi, abscesi in vse živo. Takšne stvari se vse vidijo na skeletu. Nadaljujem z stabilnimi izotopi v arheologiji. Spet ena zelo široka tema. Imamo več stabilnih izotopov, ki jih lahko preučujemo, od žvepla, vodika, kisika, stroncija, vsak nam da neko drugo znanje. Mene osebno najbolj zanimajo pač prehranske beljakovine, torej dušik 15 in pa ogljik 13, ki nam povesta več o tem, o kakšen tip rastlin so nekoč jedli in pa v bistvu vnos prehranskih beljakovin v smislu vnosa mesa v prehrano. In če tukaj gledamo nekako graf, niže kot so vrednosti ogljika 13, pomeni, da je pač ta posameznik verjetno jedel rastline C3, kot so na primer pšenica, oves in podobno. Više kot so vrednosti imamo pač rastline C4, kot na primer proso. Potem imamo pa pač to dušikovo lestvico, kjer gledamo v bistvu, kje na prehranjevalni lestvici je nek posameznik, ki ga pač analiziramo. Zdaj, če tukaj dodamo še neko splošno dejstvo, da na zdravje precej vpliva tudi prehrana, lahko začnemo razmišljati širše in si postavljati malce širše vprašanja, ko analiziramo izotope, ne samo kakšen tip prehrane, ampak pač kakšna je neka skupnost tudi bila. Še nekaj fotografij iz laboratorija, kjer pač iz nekega koščka kosti v bistvu nastane ena taka malce bolj gumijasta zadeva in na koncu izolat kolagena, kostnega kolagena izgleda kot neka vata. In to je to, kar v bistvu na koncu analiziramo. In ne vem, če vidite, tukaj so pikice. To je recimo en graf rezultatov iz mojega dela. Analizirala sem 2 avarski grobišči, Nuštar in Šarengrad iz severovzhodne Hrvaške in ju skupaj analizirala, ker pač imate zelo podobno prehrano in sta na grafu bolj kot ne na istem območju. Iz česar lahko sklepamo, da sta imeli pač podobno prehrano, ki je vključevala C3 in C4 rastline, ampak ker imajo precej pač vrednosti ogljika v to smer, sklepamo tudi, da je prehrana precej temeljila na prosu. Lahko vidimo tudi razpon na dušikovi strani, gor in dol, tako da lahko pač rečemo, da so nekateri posamezniki jedli več mesa kot drugi, ki so bili pač malce bolj rastlinojedi. Ampak, a je to, kar lahko povemo? Ne. Zdaj, če se vrnem nazaj na prejšnje slajde in če imamo še vse ostale analize narejene, lahko začnemo dodajati več različnih tipov podatkov, tako genetske kot tudi paleopatološke podatke. In pridemo kar naenkrat do malce lepšega grafa, to je v bistvu isti graf, samo več informacije gor. Imamo tudi spol, imamo starostne skupine in še zmeraj v bistvu lahko tudi na podlagi tega vidimo, da je prehrana populaciji variirala, ampak ne glede na spol ali starostno skupino. Tukaj v rumeni barvi vidimo pa vseeno nekako skupino dojenčkov, ki pa so ločeni. To je popolnoma naraven pojav, namreč ko se dojenčki dojijo, imajo zelo povišane vrednosti dušika in so pač tukaj izolirani gor, to je materino mleko. Potem, ko se začne dodajati, pač uvajati druga prehrana, v tem primeru je šlo verjetno za proso, ne vem, proseno kašo, vidimo že nižje ravni dušika in potem tukaj imamo nekega dojenčka, ki ni več imel materinega mleka, hranili so ga samo še že z kašo
Ampak tukaj moramo se zavedati, da ko pač se preneha dojenje, se s tem tudi preneha materina zaščita preko mleka in so otroci podvrženi mikrobom iz hrane in temu primerno je tudi tako močno povišana umrljivost otrok med 1. in 5. letom. In to lahko tudi tukaj potrdimo, ne? Tudi oba tale otroka, ki sta bila že uvajena v prehrano, nista preživela v starejšo otroško dobo. In zdaj, če dodamo še malce patoloških podatkov, tukaj, to je spet isti graf, ne vem, če sploh vidite sive pikice v ozadju, sem se odločila, da recimo projiciram gor posameznike, ki na skeletu katerih so bile spremembe v obliki kribriorbitalie, ki pač nakazuje na podhranjenost in pa anemijo ljudi v otroštvu in lahko pač rečemo, aha, tale je imel res visoke vrednosti dušika, tale fant, ali je pač v času smrti jedel ogromno mesa, ali pa je pač tudi stradal, namreč stradanje na telo vpliva tudi tako, da poviša vrednosti dušika. Medtem ko na drugi strani imamo enega drugega fanta, ki pa ima ekstremno nizke vrednosti dušika v primerjavi z drugo populacijo in tudi precej vrednosti ogljika na tej strani, kar pomeni, da je verjetno bolj kot ne jedel v času smrti proso, pa tudi kaj drugega seveda, ampak temeljila je prehrana na tem in to glih ni neka zadostna raznolika prehrana, da omogoča neko zdravje, optimalno življenje in pač oba sta tudi umrla precej mlada. In zdaj bi nekako rada zaključila z mislijo, da moramo sodelovati, da moramo vključevati več različnih ved skupaj, da dobivamo neke celostne zaključke, oziroma seveda iz teh zaključkov nastanejo nova vprašanja, pa vendarle. In pač moramo biti pri analizi rezultatov previdni, ne smemo posploševati in moramo pač res upoštevati znanja drugih. In samo s takšnim sodelovanjem in pa interdisciplinarnim pristopom lahko ustvarimo celoten kontekst najdišč in pa tudi naše preteklosti. In moramo pač sodelovati arheologi, muzealci, biologi, informatiki in vsi ostali, ki so vključeni v tem, ker brez arheologov je brez veze, da govorimo o neki preteklosti, ker pač arheologi so izkopali to najdišče in tudi vejo kontekst. Vsak ima neko znanje, ki pristavi lonček temu, da dobimo eno lepo kavo na koncu. Tako, jaz bi se rada zahvalila ogromni količini ljudi, predvsem pa društvu TI za vabilo na simpozij in pa za mednarodno in lokalno sodelovanje. In se vam zahvaljujem za pozornost in če imate kakršnakoli vprašanja, me lahko kontaktirate tako na mail kot pa tudi zdajle. Hvala. Hvala lepa. Torej, Brina, najlepša hvala za res odlično predavanje, zelo jasno, ne glede na kompleksnost teme. Mislim, da je bila vsebina vsem razumljiva. In prav gotovo bo kakšno vprašanje za našo Brino. Super, hvala. Zdravo, hvala Brina za zelo lepo predstavitev. Mene zanima tako, glede na to, da lahko vidiš, kaj so predniki jedli in tako dalje. Me zanima, če slučajno veš tudi, kaj so naši te praljudje jedli. Torej so jedli več mesa, več zelenjave, če slučajno si bila v stiku s tem. Živijo, Grega, hvala. To je dokaj kompleksno vprašanje, tako zelo široko zavzel si celotno človeško zgodovino. Mislim, da je zelo odvisno od populacije do populacije, kakšen tip gospodarjenja so imeli, kakšen tip prehrane je načeloma kakšna skupina ljudi imela. In ti zelo težko odgovorim na to, ker tudi recimo v teh dveh iz Nuštra in Šarengrada lahko vidimo, da so pač imeli znotraj populacije precej veliko variabilnost, eni so jedli več mesa, drugi manj, da tukaj so seveda tudi vprašanja recimo statusa v družbi, ne vem, so pač tisti z višjim statusom jedli več mesa in tako dalje. Tako da
ti take, v bistvu splošnega odgovora ne morem dati, ker bi to v bistvu tudi zahtevali po moje novo doktorsko nalogo in da gremo gledati stabilne izotope od, ne vem, 5000 dalje pred našim štetjem do danes. Upam, da ti to dovolj pove. Okay. Ja, če se lahko jaz sam hitro navežem na to, delate kakšne raziskave v povezavi s prehrano pa umrljivostjo? Recimo, če je v redu biti vegetarijanc, ali je boljš, da jemo meso, ali pa kakšne bolezni, ki so bile, recimo, če so povezane s prehrano? Mislim, na kosteh, torej podhranjenost, pomanjkanje vitaminov, premajhna raznolikost v prehrani, takšne stvari se načeloma poznajo na kosteh in takšnih raziskav v smislu s prehrano je v bistvu bilo objavljenih že veliko. In pač ja, seveda se pozna, torej, če pač jemo premalo železa, imamo lahko recimo to kriboorbitalijo, ki so pač luknjice v naši očesni steni. Joj, ne spomnim se slovenskih izrazov, se opravičujem. Orbital roof. Ali pa pač drugačni, še drugi kazalci fiziološkega stresa so, tudi na zobeh se vidijo stvari, na lobanji in tako dalje. To se kaže na nekakšen stres, zdaj lahko je tudi prehranski, lahko je tudi življenjski stres, kakorkoli že. Takšne povezave so, seveda, ne moramo pa zdaj za ziher nikoli reči, da je to, ne. Ta človek je umrl, zato ker je jedel premalo mesa. Ne vem, posplošujem, ampak tega mi v bistvu ne moramo povedati za preteklost, to je malo preveč ziheraški zaključek, jaz se takim stvarem, to je tisto posploševanje, takšnih stvari se treba izogniti, lahko pa pač vseeno delamo neko korelacijo in rečemo, ta oseba res ni jedla raznolike prehrane in to je tudi danes v bistvu, ne, saj so isti problemi, hrana pač vseeno diktira naše življenje in zdravje. Tako da pač ja, korelacije so, ne moramo pa zdaj za ziher reči, da če si pač vegan ali kakorkoli, je dovolj študij tudi na današnjih ljudeh narejenih, da lahko si ustvarimo svoje mnenje. Okay, jaz imam eno vprašanje, ki je majčkeno navezano na to, kar sem jaz tu delala zadnje čase, in sicer mogoče specifično za rimsko obdobje, ampak na splošno v bistvu bi tudi vprašala. Zdaj omenjala ste, da imamo seveda večjo umrljivost otrok, ki niso več na materinem mleku. Ne? In zdaj v rimskem času imamo ogromno piscev, ki pišejo o tem, da v bistvu otroke je treba dojiti, ker to naj ne bi bila več neka vzpostavljena navada, sploh v višjih slojih rimske družbe. Pa me zanima, glede na to, da delate na tako velikem številu najdišč in grobišč, koliko se pozna to, koliko otrok je v bistvu, mislim, a se vidi to procent, da je več dojenih ali manj dojenih? Ali je to prehudo vprašanje? Prav v smislu moje raziskave ne moram odgovoriti na to, ker prav za gledanje teh breastfeeding patterns, ne vem, kako bi to res lepo prevedla v slovenščino, in pa uvajanja v hrano, se za stabilne izotope uporablja druga metoda, in sicer pač čez zobe malce drugače gre, dobimo tudi daljši časovni okvir in se lahko to spremlja. Jaz osebno tega ne delam in ne morem tega zdaj na tak način odgovoriti, je pa definitivno, da se pač vidi še na vsakem grobišču, ki sem ali brala ali delala na njem, je pač vidna višja umrljivost med otroci med 1. in 5. letom, kot pa recimo med starejšimi otroci, ne vem, od 6. leta naprej. Hvala. Se sliši? Super. Potem hvala lepa, Brina, če bo še kakšno vprašanje, bomo lahko rešili tudi naknadno pri mreženju. Predlagam, da nadaljujemo z drugo panelistko, ki je doktorica Sabina Cveček, ki je z nami na Zoomu. Sabina je Marie Curie Global Fellow in sicer dela v Field Museum v Chicagu in v Avstrijskem arheološkem inštitutu na Dunaju.
Sabina je sociokulturna antropologinja in se specializira na razumevanje nedržavne družbene organizacije v neolitiku in zgodnji bronzasti dobi v jugovzhodni Evropi in v Turčiji, in sicer iz kulturno-antropološke perspektive. Sabina je diplomirala iz etnologije in kulturne antropologije v Ljubljani, magistrirala in doktorirala je z antropologije na Dunaju, se je pa že od leta 2016 pridružila prazgodovinskim arheologom in sicer na zelo zanimivih najdiščih v Grčiji in v Turčiji, in je tako razvila in poglobila kulturno-antropološke analize prazgodovinskih družb. Njen doktorat je bil objavljen v obliki monografije in je tudi prejela številne nagrade. Je bila štipendistka Athens, Avstrijskega arheološkega inštituta v Atenah, prav tako je bila IFK Junior Fellow na Mednarodnem raziskovalnem centru za kulturne študije na Dunaju. Je tudi gostujoča raziskovalka na Max Planck inštitutu za socialno antropologijo v Halle. Danes nam bo predstavila predavanje z naslovom Za obdelovalce kovin ni lepšega kraja od doma. Proizvodnja arzenalnega bakra v zgodnji bronasti dobi z antropološke perspektive. Izvoli, Sabina, te vidimo na Zoomu. Upam, da nas slišiš. Ja, vas slišim, super. Najlepša hvala, Katarina, za prijetno predstavitev. In spoštovani kolegi v Ljubljani in po svetu, dobro jutro z New Yorka. V veliko veselje mi je, da sem bila povabljena na ta 8. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. In ob tej priložnosti bi se najraje zahvalila Niki in drugim sodelavcem v Tisovi pisarni za povabilo in pripravo tega izjemno zanimivega programa. Nažalost, tokrat ne morem biti z vami v Ljubljani in tistim, ki ste, malo zavidam, ampak vsekakor se veselim kakšne druge priložnosti srečanja v živo. Preden začnem, dovolite, da izrečem 2 opozorili. Kot prvo, če bi iskali vsiljivca v tem arheološkem delu dogodka, potem sem to jaz. Katarina je že omenila, da sama nisem namreč arheologinja, ampak sem študirala kulturno antropologijo v Ljubljani, na Dunaju in v Halle an der Saale v Nemčiji. Vendar že od leta 2016 sem sodelovala z arheologi na Arheološkem inštitutu na Dunaju in sem tako precej časa posvetila interdisciplinarnemu sodelovanju med arheologijo in kulturno antropologijo. Kot drugo opozorilo, že od leta 2012, ko sem diplomirala iz etnologije in kulturne antropologije v Ljubljani, nisem nikoli predavala v slovenskem jeziku. Zato se že vnaprej opravičujem, če boste zasledili kakšne čudne besedne zveze. Ne gre za vaše slabo razumevanje, temveč za mojo slabo besedno izbiro. In današnji predstavitvi bi z vami rada delila nekaj spoznanj iz svojih raziskav o obdelavi kovin v zgodnji bronasti dobi v zahodni Anatoliji oziroma Turčiji in drugod po svetu z naslovom Za obdelovalce kovin ni lepšega kraja od doma. Za začetek predstavitev sem izbrala, sem izbrala Disneyevo podobo, ki sem jo zasledila tukaj pred nekaj dnevi v New Yorku, ki postavlja pod vprašaj naše predsodke. Ta podoba osebe, ki se ukvarja z vsakdanjim opravilom, namreč s tesanjem, nas opominja, da je raznolikost sestavni del vsakdanjega življenja. Verjamem, da si večina od nas, ki smo odraščali v srednji Evropi, kovinarja predstavlja kot osebo moškega spola. Takšni kovinarji oziroma strokovnjaki naj bi kovine obdelovali v posebej za to namenjenih prostorih, tako imenovanih delavnicah, in ne doma. Ne le naš evropocentrični pogled na obdelavo kovin, temveč tudi večina etnografske evidence drugod po svetu bi potrdila, da je obdelava kovin moška obrt, ki se običajno opravlja v moških prostorih ali delavnicah, stran od ženskih in drugih članov družbe.
V moji raziskavi, ki jo bom predstavila danes, sem podvomila v pomen delavnic in moških prostorov za proizvodnjo kovin. Raziskava bazira na analizi arheološke evidence o proizvodnji kovin v večgeneracijskih domovih in ne delavnicah ter ustreznih, a redkih etnografskih primerih. Rezultati te raziskave so že bili objavljeni v mednarodni reviji History and Anthropology in danes bi želela deliti nekaj najpomembnejših pogledov te raziskave z vami. Moja predstavitev bo razdeljena na 3 dele. Najprej bom začela z motivacijo za raziskovanje tega področja, nato bom predstavila evidenco o kovinarski dejavnosti, zlasti o proizvodnji arzenalnega bakra v Čukuriči, in predstavila določene etnografske primere, ki se ujemajo z evidenco v Čukuriči. Nazadnje bom zaključila z opombo, zakaj je treba stare predstavitve o spolu in sorodstvu ponovno pretehtati, še posebej pri novem obravnavanju arheološke evidence o kovinarski dejavnosti ali rokodelstvu. V tej predstavitvi bom uporabljala besedo kovinar, ne kot delavec v kovinski industriji, kot je zapisano v slovenskem slovarju slovenskega knjižnega jezika, ampak kot nekdo, ki je vpleten v obdelavo kovin in zato ni denarno nagrajen, torej outside of the market system. Leta 1973 sta Murdoch in Provost objavila pomembno študijo, ki temelji na standardnem medkulturnem vzorcu 186 etnografskih dokumentiranih kultur. Ta študija je potrdila, da je kovinarska dejavnost izključna moška dejavnost. V primerjavi, v arheologiji se je podoba moških kovinarjev uporabljala kot prevladujoča razlaga že od časa Gordona Childa in njegove objave v 30 letih prejšnjega stoletja. Takrat je Child trdil naslednje. Prvi kovači so morda bili prvi neodvisni rokodelci. Vsak lovec ali kmet bi lahko naredil flint nož ali puščico in izdelal kamnito sekiro v prostem času. Njegova žena bi lahko sešila plašče iz kož, celo vrtela in tkala ter oblikovala in pekla ločene posode. Umetnost kovača je bila tako zapletena, da je zahtevala dolgotrajno vajeništvo. Njegovo delo je bilo tako dolgotrajno in zahtevno, da je bilo v bistvu polno delovno mesto. V vasi iz bronaste dobe pogosto najdemo eno kočo, vendar nikoli več, ki je bila očitno kovačnica. Temi besedami je Child postavil determinističen ton za prihodnje arheološke interpretacije kovinske dejavnosti v prazgodovini starega sveta in nasplošno v bronasti dobi. Kovinarska dejavnost, skupaj z izkopavanjem soli in izmenjavo na dolge razdalje, še vedno pogosto interpretira kot moška dejavnost. Nedavna evidenca iz naselbine Čukuriči Hub, ki je bila podrobno preučena z vidika household archaeology oziroma gospodinjske arheologije, če bi jo lahko prevedli v slovenščino na tak način, in arheometalurških analiz, je odličen primer, kjer kovinarske dejavnosti ni mogoče enostavno povezati z eno specializirano delavnico in z moškim prostorom. Čukuriči Hug je večdobna gomila blizu antičnega mesta Efez v zahodni Turčiji oziroma Anatoliji. V obdobju zgodnje bronaste dobe 1 na naselju Čukuriči sega v prvo četrtino 3. tisočletja 3050 do 2750 pred našim štetjem. Mesto se nahaja na antropogenem hribu, oblikovanem zaradi stoletij človeških dejavnosti. Sprva je bila gomila naseljena s kmetovalci zgodnjega neolitika okoli 6680 pred našim štetjem. Potem je bilo naselje zapuščeno in ponovno poseljeno v pozni halkolitski dobi oziroma okoli 3350 pred našim štetjem. Naselje je bilo trajno zapuščeno ob koncu obdobja zgodnje bronaste dobe 1, o kateri bom govorila danes, približno leta 2750 pred našim štetjem. Čukuriči Hug je bil pomemben center za
proizvodnjo arzenalnega bakra v zgodnji bronasti dobi. Ker so ognjišča nepogrešljiv del orodja za kovinarsko delo, lahko razporeditev ognjišč v naselju odraža prostorsko organizacijo kovinarske dejavnosti. Arheologi so odkrili 49 ognjišč, označenih z rdečimi uji na planu, in večina ognjišč je bila najdena v hišah in ne v odprtih prostorih. Kljub razliki oblike peči, namreč skledaste in čevljaste oblike, nobeno od ognjišč ni bilo izključno povezano s proizvodnjo bakra, temveč so bila ista ognjišča uporabljena tudi za kuhanje, pripravo hrano in ostalih dejavnosti. Soba 43 ponazarja notranjo organizacijo prostora v Čukariči, kjer vidimo, da sredi sobe je bilo najdeno centralno ognjišče v dveh različnih uporabnih horizontih. Kovinski predmeti, med njimi igla, šilo, kovinski fragmenti in žica, so bili združeni blizu centralnega ognjišča, kar kaže na kovinsko proizvodnjo v središču sobe. Na jugovzhodnem vogalu je bilo najdeno še eno ognjišče z vretencem za predanje v bližini, kar kaže na tekstilno proizvodnjo. Na severovzhodnem vogalu sobe 43 so bili najdene uteži za tkalske statve in vretenci za predanje, kar kaže na tekstilno proizvodnjo. Razbite črepinje ročno izdelanih trinožnih loncev in plitvih skled, uporabljenih za pripravo in uživanje hrane, so bili najdeni blizu ognjišč. Soba 43 je bila tako s strani arheologov interpretirana kot večnamenska soba na podlagi več linij evidence, vključno s tekstilno proizvodnjo, kovinarsko dejavnostjo in kuhanjem, shranjevanjem in hrane in drugimi gospodinjskimi dejavnostmi. To kaže, da je bilo v Čukaričih kovinarska dejavnost izvajana v hišah ali domovih, poleg hrane, poleg priprave, porabe in shranjevanja hrane, precej drugačno, kot je bilo opisano s strani Gordona Child, kjer je bila ena delavnica. Za kontekstualizacijo kovinarske dejavnosti v Čukariči skozi prizmo spola in sorodstvenih vezi sem nato uporabljala etnografske podatke. Na tak način sem identificirala materialne in socialne vzorce kovinske dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče raziskati in preizkusiti v arheoloških najdiščih. Dragocen vir so bili podatki iz podatkovne zbirke eHref World Cultures, ki ponuja etnografsko evidenco, podobno materialni evidenci kovinarske dejavnosti v Čukariči. Na primer, med Navajo in Zuni v Arizoni, kjer so tako moški kot ženske izdelovali srebrni nakit, ni bilo pravila, kje naj bo postavljena peč za taljenje srebra. Peči, uporabljene za taljenje srebra, pa tudi za kuhanje in ogrevanje, so bile najdene tako na sredini naselij med Navajo in Zuni, kot tudi na robu. Med ljudstvom Navajo so ženske prav tako izdelovale nakit. Tam so kovači lahko postavili preprosto kovaško peč, zgrajeno z mešanico peska in gline v kotu sobe. Zato lahko peči, ki se nahajajo na različnih delih zgradb, vključno s koti in središčnimi mesti, brez določenega vzorca, kažejo na proizvodnjo kovin z bolj prilagodljivimi ureditvami glede delitve dela glede na spol. Med Zuluji v Južni Afriki so kovači delali v kovačiji v gozdu več tednov, kjer niso kuhali, ampak so prejemali hrano iz svojih vasi. Le dekleta pred puberteto oziroma menstruacijo so smela prinesti hrano v kovačnico, saj odraslih žensk niso pustili blizu, da ne bi onesnažile ogenj. Zuluji so namreč ognjišče v kovačnici tretirali kot ogenj gospodov oziroma vladarjev, pol sveto mesto, namenjeno nobeni drugi dejavnosti kot kovaštvo. Za primerjavo, ko se ognjišča uporabljajo za zavrženje živalskih kosti in drugih predmetov, kot se je bilo najdeno v Čukariči, lahko to pomeni, da varovanje v ognjišče kot sveto mesto, izključno namenjeno kovinarski dejavnosti,
povezani z moško identiteto in ogljem, ni prisotno. To bi bilo mogoče opaziti tudi med Tradong v Vietnamu in Navajo, kjer se je srebro talilo v istih pečeh, kot se je pripravljala hrana, in nekateri ostanki hrane so bili zavrženi v ista ognjišča. Med Zuni ameriškimi staroselskimi ljudstvi, ki živijo v dolini reke Zuni, kjer so dokumentirane bolj prilagodljive in vključujoče prakse kovinarske dejavnosti, so bile kovinarske dejavnosti najdene tudi znotraj hiš. Zuni kovaštvo je bil moški rokodelski poklic, toda poročene ženske so pogosto pomagale svojim možem pri delu s srebrom kot skrite producentke v svojih domovih. Podobna praksa žensk skritih producent je bila tudi dokumentirana med konco v jugozahodni Etiopiji, kjer so tudi otroci pomagali pri presipavanju peska za pridobitve kovin. Ti etnografski primeri, zbrani v začetku prejšnjega stoletja, kažejo na kompleksne spolne in sorodstvene odnose, ki so jih kovinarji vzdrževali ob svojem delu. Če se vrnemo v začetni trditvi Gordona Childa, je očitno, da so kovinarji oziroma kovači niso opustili sorodstvenih kovin v kovinskih dobah. V večini primerov so kovinarji sorodstvene vezi in druge lokalno priznane socialne odnose, družbene odnose, mobilizirali za izvajanje kompleksnega rokodelskega poklica, kot je kovinarstvo. V objavljenem članku sem prav tako identificirala 6 vzorcev, ki bi lahko pomagali k boljšemu razumevanju spola in sorodstva v kontekstu arheološke evidence kovinarstva. Glede na evidenco je proizvodnja kovin v Čukuriči potekala znotraj gospodinjstev brez fiksne lokacije v različnih sobah. Kovaštvo delo ni sledilo trajnim, spolnim ali prostorskim delitvam med družinskimi člani. Ženske, moški in morda celo otroci bi lahko dejavni proizvajalci ali skriti pomočniki pri proizvodnji arzenalnega bakra v Čukuriči. Družinski člani so delili ognjišča, ki so jih uporabljali za kuhanje, pridelovanje arzenalnega bakra in ogrevanje. Ognjišča kot večnamenske instalacije znotraj Čukuriči domov, brez njihove fiksne diakronske pozicije, kažejo na bolj fluidne vloge spola in sorodstva pri rokodelskih dejavnostih, kot je kovinarstvo. V zaključku, če Caroline Humphrey trdila pred več kot 30 desetletji, da je v antropologiji ni kraja kot dom, potem v arheoloških interpretacijah kovinarstva v arheologiji ni kraja kot dom za kovinarje. Kot sem pokazala, kovinarstvo je običajno povezano z moškimi prostori, tako v etnografskih kot arheoloških zapisih, je lahko pomembno družbeno-ekonomska praksa, izvajana znotraj domov in ne v delavnicah. Prav tako, če sorodstvo obravnavamo kot medsebojno zbivanja, zgodnji kovači niso pretrgali sorodstvih vez, kot je trdil Gordon Child. Kot je razvidno iz materialne evidence v Čukuriči, je kovanje kovin podpiralo pomembne sorodstvene odnose znotraj in med domovi kovinarjev. Sorodstvene vezi v prazgodovini predstavljajo moje nove raziskovalne interese. Trenutno kot Marie Curie Global Fellow gostujem v Field Museum of Natural History v Chicagu s projektom XKIN, ki si prizadeva raziskovati prazgodovinsko sorodstvo z antropološkega stališča z integracijo arheologije, arheogenetike in kulturne antropologije. Več o tem si lahko preberete o mojih novih dogodivščinah v Chicagu v mojem blogu. Prav tako vas vabim na obisk v Field Museum, kjer je trenutno razstavi z naslovom The First Kings of Europe nekaj pomembnih predmetov iz slovenskih najdišč, kot tale situla iz Valične vasi. Nazadnje bi se rada zahvalila svojim arheološkim in antropološkim kolegom na Dunaju, Avstrijski akademiji znanosti za financiranje te raziskave, Vtisu za povabilo in vsem vam za pozornost.
Najlepša hvala in prijetne božične in novoletne praznike v krogu svojih najljubših, naj bodo to kovinarji ali ne. Hvala. Sabina, res odlično predavanje, zelo zanimive raziskave, veliko novih rezultatov. Mislim, da imate gotovo kakšno vprašanje za Sabino. Bom pa tokrat jaz postavila vprašanje. Jaz imam pa vprašanje v bistvu glede na to, kar ste prej omenjali o najdišču v Turčiji. Kot znanstvenica, kako ste lahko tako prepričani, naprimer, da je šlo za samo izdelovanje kovinskih objektov, nožev in sekir in tako dalje, ob samem ognjišču? Naprimer, lahko bi bil kakšen drug razlog za to, naprimer, da so ostrili nože ob ognju, jih pozabili tam in potem je to bilo zakopano in ste potem vi to našli. Se pravi, kakšen način raziskovanja uporabljate, da ste lahko tako prepričani in na podlagi teh najdišč potem... Ja, hvala za tole vprašanje. Hvala. Čukurici je najdišče v zahodni Turčiji, kjer je bila moj kolega na Avstrijskem arheološkem inštitutu, Matthias Mayhofer, je več let naredil njegov doktorat dejansko v arheometalurgiji in je raziskoval to najdišče z arheometalurških vidikov, namreč presipavali so zemljo in tako so našli tudi slag, torej in crucibles, ne vem točno, kako se to prevede v slovenščino, ampak torej, kjer so talili rudo in so našli te ostanke arzenalnega kopra v samem najdišču. Torej, ja, lahko bi tudi ostrili nože in podobno, kar ne izključuje, ni izključeno, ampak hkrati so tudi talili rudo in vlivali, producirali te arzenalni baker. Prav tako je Matthias Mayhofer naredil eksperimentalni eksperiment, ki ga nisem pokazala, ampak naredil je preprosto, prav tako isto ognjišče na preprost način z ogljem in s svojimi študenti so potem dejansko reproducirali na isti način, kot bi lahko bilo v prazgodovini arzenalni baker. Ker arzenalni baker se tali pri nekje 600 stopinjami, torej manj kot pa druge kovine, je tako dejansko lažje pridelati tudi v dokaj preprostih ognjiščih, kot so bila najdena v najdišču samem. Upam, da to odgovori na vprašanje. Super, ja, najlepša hvala. Imamo še kaj vprašanj tukaj v dvorani? Živijo, Sabina, Brina tukaj. Hvala za super predstavitev. Jaz imam bolj eno debatno vprašanje, ki se v bistvu navezuje na Gordona Childa in na podlagi česa je on pač sklepal, da je šlo samo za en prostor namenjen kovinarstvu in v bistvu tvoji izsledki kolegov in vsega, če lahko sklepaš, da je več takšnih najdišč, kot je Čukurici s podobnimi, ne vem, kaj so to, hearth, ognjišča okoli v celotnem najdišču in tako dalje. Ker pač, če Gordon Child je verjetno vseeno, ne pravim, da je fenica, ker nisem, ampak kaj je v bistvu celoten proces tega, da je prišel do takšnih zaključkov, verjetno pač je sklepal iz drugih najdišč v Evropi ali pa kaj takega. Ja, Brina, hvala za vprašanje. Pomembno je omeniti, da Gordon Child je seveda pisal leta 1930, kjer mnogo izkopavanj, ki so se zgodila med tem,
ni imel dostopa do teh podatkov. In takrat, ampak v času, ko je Gordon Child pisal, so bila res ta najdišča v zgodnji bronasti dobi, pa tudi kasnejši Middle Bronze Age, so bila res samo je bilo ponavadi ena kovačnica na settlement oziroma na vas. In hkrati novi podatki kažejo v jugovzhodni Evropi, da so nekatera najdišča, kjer je to metalworking bolj kovinasto razkropljeno po najdiščih, v zahodni Anatoliji pa temu ni bilo tako. Preden je bil čokoriči odkrit v zgodnji bronasti dobi 1, obstajajo najdišča, kot so Poliohni, Troj in druga najdišča, kjer ali niso našli teh kovinarske dejavnosti v samih vaseh, ali pa ko so našli, so res našli, recimo na Poliohni, so našli samo v eni sobi. In ta soba se je potem poimenovala kot delavnica tega kovača in iz tega se je potem inferenciralo kot the chiefdom. Kot ta kovač je bil hkrati tudi vladar, ker v tej kovačnici so našli tudi potem neke predmete, ki niso bili lokalni, kot obsidian in podobne stvari, ki so bile res koncentrirane v tej kovačnici. Medtem ko v čokoriči so se stvari, so imeli ljudje dostop do znanja, opredelovanja bakra in so tudi delili druge predmete, ki so bili od drugod in niso bili lokalnega izvora. Ja, ampak kolegica izkopava v Srbiji trenutno in v zgodnji bronasti dobi prihajajo ven najdišča, ki imajo bolj razkopljeno kovinarstvo in ne samo v eni sobi. Torej, v širšem področju. Vprašanje v dvorani? Potem pa... Saj boste lahko tudi v primeru vprašanj Sabino mogoče po mailu kontaktirali, verjamem, da vam bo z veseljem odgovorila. Zdaj naš tretji panelist je dr. Nik Petek Sargent, ki je z nami tudi na Zoomu. Bo zaključil ta naš panel arheologija. Nik je Marie Curie Actions Fellow in sicer na Univerzi v Cambridgeu. Nik raziskuje kulture in zgodovino pastirskih skupnosti vzhodne Afrike in sicer ga še posebej zanima dolgoročni vpliv človeka na okolje in tudi uporabnost materialne kulture pri izkazovanju podnebnih in okoljskih sprememb. Nik je diplomiral iz arheologije in antropologije v Bristolu, magistriral je z arheologije v Oxfordu in je potem še doktoriral v Uppsali na Švedskem. Že v času magisterija se je ukvarjal z arheologijo vzhodne Afrike, še posebej arheologijo Kenije ga zanima. In sicer tukaj raziskuje vpliv človeka oziroma pastirstva na razvoj savane. Izkopaval je v Sloveniji, Angliji, Nemčiji, Keniji, Tanzaniji, Madagaskarju in tudi na Švedskem. Sodeloval je v sklopu različnih mednarodnih projektov in je bil tudi kustos v Britanskem muzeju, kjer je pomagal vzpostaviti program Endangered Material Knowledge program. Nik nam bo odprl okno na področje ekoloških študij in sicer bo predstavil predavanje z naslovom Skupnostjo do uporabne arheologije, preteklost in prihodnost kulture in podnebja med Ilhamusi v Keniji. Izvoli, Nik. Hvala, upam, da se slišimo, a ne? Tako da, hvala za uvod, hvala za povabilo organizatorjem, sploh pa Niki. Torej, jaz se že več kot desetletje ukvarjam z arheologijo vzhodne Afrike
Pa več ali manj zadnjih 10 let, recimo, sodelujem s tole skupnostjo in Iličamos tukaj vidite, sem se združil 2 sliki, Iličamos izpred 100 let na levi, na desni pa, ki so moški, ki so ravnokar slavili svoj prestop iz življenjskega obdobja bojevništva v obdobje mlajših starešin. Ampak, no, če bo šlo naprej, gre naprej, super. Večina mojih raziskav se ukvarja s temo sobivanja človeka v naravi, kako okolje in ljudje vplivata eden na drugega, pa kakšni so učinki te interakcije skozi desetletja pa stoletja, glede na trajnosti raznih načinov bivanja, ekonomiji pa tako naprej. In kot en način teh raziskav, lahko govorimo o raziskavah o biokulturni dediščini pastirstva v vzhodnoafriški savani, pa njegov vpliv na biodiverziteto okolja ter obstanek savane, a ne. Ker na levi strani, tukaj, vidite slone, pa tole v bistvu ploščato pokrajino, a ne. Recimo, ponavadi je to snemal z naravoslovne dokumentarce in predstavljajo regijo, kakor da človek, da je vedno bil odsoten, da je vse tisto resnično naravno. Ampak, če pogledamo malo bližje, pol vidimo, da so tam na sredini, a ne, take jase s travo, ki je bolj privlačna, pravi jim sladka trava, pa so bolj privlačne gazelam, antilopam, pa tudi kravam pa ovcam. Na zgornji sliki pa vidite vtis bivših pastirskih naselbin in domačij. Takole, grmovje pa trava prav posebej raste, a ne. In te jase so biodiverzitetno zelo bogata, ne samo zaradi kopitarjev, ki imajo radi to travo, ampak tudi zaradi plazilcev, žuželk, pa raznih malih sesalcev, kakor roke, a ne, ki v bistvu grejo k tem jasam, ali pa ne samo pri jasah, ampak tudi v okolje. Torej, te jase so ključnega ekološkega pomena za preživetje teh savan. Nastanejo pa tako, recimo, da pastirska družina se naseli, čez dan se živina pase, ponoči pa jo zaprejo v ogrado, kjer se pol živina se poserja, ne, čez leta se to nabira, imaš dovolj blata, pol se pa odselijo, pa se blato začne razgrajevati, tako da na koncu dobiš tak hribček. Bom zdaj dal laser pointer gor, se vidi takole, ta hribček ostane. In pač to pomeni, da nakopičijo se rastlinske hranilne snovi in to je pomembno tudi, da se v okolju te hranilne snovi prenašajo. Pa ta prst je bogata pol s kalcijem, kalijem, dušikom, pa tudi semena od trav in dreves, tako da ta pol vzklijejo in skozi desetletja in stoletja se rastlinska struktura včasih obstane, včasih se pa pol postopoma spreminja, ne, tako da dobiš zmeraj nekaj novega. To lahko tudi malo bolj nazorno pokažem, tukaj vidite tole eno domačijo iz leta 1950, slikano z letala. In danes se je še zmeraj vidi tako na Google Earthu, sicer že zapuščena. In tole je zdaj tukaj slikano z dronom, pa res izstopa, ne, s to živo zeleno floro. In pol na tleh lahko seveda najdemo ostanke, tako da tukaj se vidi ognjišče, takole imamo zid, kar je ostalo od hiše. In kar pa s tem hočem pokazati, je tudi, da različni deli te domačije, kar pač ostane, a ne, imajo različno vsebnost rastlinskih hranilnih snovi. Tako da rastejo pač različne rastline samo na določenih delih. Tako da imamo akacije, drevesa, ki rastejo res na robu te zapuščene domačije, pa razna grmovja na robu, ali pa tudi včasih znotraj teh živinskih ograd, kjer je vsebnost kalcija pa dušika res precej višja, ne, tako da samo določene rastline lahko preživijo pač
kar je v zemlji. In ko se to postopoma niža, tale vsebnost dušika pa kalcija, pridejo zraven druge rastline in tako naprej. Tako da te se najde po savani, po Keniji, Tanzaniji, tudi v Ugandi, se jih najde res povsod, ampak v različnih oblikah. Tako da recimo manjše jase, kakor vidite tukaj, imajo premer 20-30 metrov, pa v Laikipiji, to je en tak večjih delov Kenije, tudi zelo znan po slonih, pa vsem tem. Imaš pa tudi jase, ki so v premer več 100 metrov, pa kolegi so pa tudi ocenili, da je približno 72 okoliša v Amboseliju, na jugu Kenije, da je bilo obogateno pač s tem pastirskim načinom življenja in pa živinoreje. Te jase so pa tudi arheološko zelo pomembne, ker preko njih lahko sledimo, kako se najdišča razvijajo, pa ne samo najdišče, tudi rastlinje, kot vidimo na levi sliki, torej med letom 1950 pa 2012, ko se vse spremeni. Pa tudi, kako razpršena je bila naselitev v neki pokrajini, glede na podnebna ali pa politična razmerja. Tako da zdaj tukaj na desni vidite naselitev na jugu jezera Baringo, to je tam, kjer jaz delam, od leta 1920 pa do danes, tako da vidimo, na začetku je bilo manj razpršeno, zdaj pa vedno več ljudi živi tako rekoč v vaseh. Prej je bilo, recimo, da sta bile 2 ali pa 3 domačije skupaj, pa da je pač med tem skupincem bilo več razdalje, zdaj pa več ali manj vse v enem. Tako da tudi razumem, kako jase in človek oziroma pastirji vplivajo na okolje, in v določenih primerih se nekatere jase tudi obdržijo v okolju več stoletij, pa tudi tisočletij, tako da tale najdišče Maj Visita je staro približno 500 let, Oltioki, kjer sem jaz izkopaval, pa se tukaj vidi kot tale krog z akacijam, je staro okoli 1400 let, pa imamo tukaj najdišče Olojki 1 in 2, ki se res vidita kot travnati površini sred golega ozemlja, je pa staro 3000 let, se tukaj tudi vidi pač razgrajeno govno takole v kontekstih. Tako da najdišče Oltioki, kar sem jaz izkopaval, smo recimo dokumentirali rastlinje in potem izkopavali tam, kjer je vegetacija nakazovala, da se nahaja kakšna hiša ali ograda pod površino, tako da so tudi našli ostanke zidu, najverjetneje, da je hiša, pa tudi pepel zraven, pa veliko mikrolitov, pa keramike. Najdeli smo pa tudi recimo najdišče, ki je površino v bistvu pokrita s kostjo, razdrobljene kosti, keramiko, pa po ustnem izročilu datira tako do 19. stoletja. Ampak konec koncev te raziskave, ki smo jih imeli, pa ne samo jaz, tudi drugi kolegi, so predvsem pomembne zato, ker smo lahko dokazali, kako pomemben je človek, pa tudi pastirstvo za ohranjanje biodiverzitete savane. Pa da savana, ki je pač predstavljena kot ta naravno okolje, da so jo soustvarili ljudje. In ker se pač človeka umakne iz pokrajine, se travnate savane izgubijo. In v Keniji in v Tanzaniji, predvsem v zadnjem stoletju, so krivili pastirje za erozijo, kot jo vidite tukaj na slikah. Ampak v večini teh pokrajin je erozija pač kot del okolja, in če se je poslabšala, se je poslabšala zato, ker so pastirje zmeraj bolj umikali, pa stiskali v manjše in manjše kraje. Tako da se je v bistvu povečal pritisk na rastlinje in konec koncev pa smo dobili tele gole površine. Pa pač na koncu smo z našim raziskavam lahko začeli vplivati pa spreminjati mnenja
kako se potem upravlja razne rehabilitacijske projekte v teh pokrajinah, pač, ki so zato, da se trava začne rasti, zato, da nimamo več teh golih površin, ne? Da so začeli vključevati pastirske skupnosti, pa jim dovolili uporabo teh novih površin, da so omejili izključevanje pastirjev iz okolij, tako da se ta visoka biodiverziteta rastlinja pa živali še naprej ohranja. Ampak arheologija, čeprav da že desetletja raziskuje razmerje med ljudmi pa naravo pa podnebjem, s ciljem pač, da boljše razume pretekle ekološke adaptacije, kulture in kako se je pač današnje okolje razvilo, a ne, splošno nima največje prepoznavnosti in vpliva na dognanja, pač kako upravljamo z naravnimi viri ali pa na politiko trajnostnega razvoja. Tako da recimo tudi v poročilih tale IPCC, a ne, o vplivih podnebnih sprememb, čeprav da je človek odgovoren za podnebne spremembe, a ne, in arheologija študira človeka že najdalj časa, se pač arheologijo komaj omenja, tako je tudi pač v tem lokalno javni sferi, pa tudi na drugih raziskovalnih področjih, tako da res ne pustimo največjega pečata, a ne. In čeprav, da bi si arheologi radi to želeli, jaz tudi poraziskujem, zakaj to, pa kje lahko pustimo pečat, pa kako lahko boljše razumemo. Ja, da imamo večji nekako vpliv ali lokalno ali pa tudi v znanosti, a ne. In pač teh člankov, zakaj nimamo več vpliva, je bilo že kar veliko, pa pol tudi kolega Šadrek Čirikure, a ne, je tudi vzpostavil, da mora biti arheologija ne samo relevantna drugim raziskovalnim področjem, ampak v Afriki, kjer pač sem preživel skoraj celo kariero, mora predvsem nagovarjati potrebe družbe in skupnosti. Skupnosti v krajih, kjer opravljamo raziskave. Pač arheološki rezultati prav, ne, morajo biti nekaj, kar je oprijemljivega, vidnega, otipljivega. In ja, to je ta moj drugi del raziskav. In tudi, kot Sabina, ne, pač del mojih raziskav je precej antropoloških, ne samo arheoloških, tudi nasplošno v Afriki. Če se ne ukvarjaš samo s kamenodobnimi kulturami, pol so raziskave dejansko veliko bolj antropološke. Torej, moje raziskave so tudi o tem, kako se lahko z arheologijo lotimo različnih družbeno-kulturnih problemov, pa jih pomagamo rešiti, predvsem v Afriki, pač, ampak tudi raziskujem bolj na splošno, pa tudi kako lahko uporabimo arheologijo in materialno kulturo kot orodje, da na primer prikažemo vpliv globalnega segrevanja. In to pač delam s to sodelovanje s skupnostjo Ilchamus, in probamo odgovoriti na njihove potrebe in probleme, s tem, da se osredotočam na dojemanje klimatskih in okoljskih sprememb in negotovosti glede pač preživetja njihove kulture. Skupaj z njimi določimo pač okvire projektov, problemov, pa tudi kako lahko nagovarjamo ta problem preko arheologije, če je sploh kakšna možnost, a ne. Zdaj, arheologom je najbolj znana tale skupnost prek knjige Symbols in Action, s katero se je začel post-processualizem ali pa pač za druge postmodernizem v arheologiji. Ampak Ilchamusi so relativno mlada etnična skupnost, začela je nastajati po 40-letni suši na začetku 19. stoletja in pač ima to kompleksno, zanimivo zgodovino prihodov in odhodov mlajših, manjših skupin, ki so se pridružili tem ilkeroj, ki jim pač pravijo originalni. In zdaj tele manjše skupine so konec koncev začele tvoriti klane. In pač v projektih, kjer sodelujemo, se osredotočamo na
arheologijo, materialno kulturo in zgodovino zadnjih 200 let. Pa pač rad bi tudi poudaril razlike v praksi med Evropo in drugimi deli sveta, kjer pač vključimo lokalno skupnost. Predvsem tistimi deli Evrope, tistimi deli sveta, kjer so ljudstva izkusili kolonializem, ker v Evropi je velikokrat tako, da se lokalna skupnost samo vključi v izkopavanja in kot pot do pač navdušenja za arheologijo, za zgodovino, pa tudi okolje. In kot primer tega na levi je pač tukaj Queen's University Belfast, ki imajo tudi tale Community Archaeology Center, pa kjer je letos bil tale Evropska arheološka konferenca. Kontrast temu pa naslovnica knjige od Sonje Atalaj na desni, na kateri pač umetnostna slika od avtohtone skupnosti v Severni Ameriki z ljudmi, ki se objemajo. In teme, ki jih arheologi, ki sodelujejo s temi avtohtonimi skupnostmi, ki jih pač raziskujejo, teme so veliko bolj raznolike, na primer celjenje zgodovinsko-družbenih ran in travm, sprejemanje različnih epistemologij, načinov dojemanja sveta, pa tako naprej. In kot pravi kolegica Anne Stoll, ni dovolj, da so skupnosti samo vključene v raziskave, ampak da arheologija mora biti učinkovita v tem, da vodi k neki bolj pravični prihodnosti, da nekaj doseže. Tako da ni samo, kaj se je dogajalo v preteklosti, ampak kako lahko pomagamo v prihodnosti. Tako da moramo oblikovati rešitve današnjih družbenih težav. In ko se tudi jaz lotim tega dela med Iličamosi, leta 2020 smo organizirali potujočo razstavo o zgodovini arheologije in materialni kulturi. Pa v razstavo smo pol vključili fotografije iz arhivov iz leta 1900. Ljudje tam jih nimajo, niso nikoli videli. Fotografiral je pač en kolonialni administrator, britanski, pa tudi zbirke Britanskega muzeja smo fotografirali pa vključili v to. Pol pa še izkopanine iz najdišč, ki so omenjena v njihovih ustnih izročilih, pa tudi na arhivskih fotkah, recimo tukaj, tale slika te vasi, to smo recimo izkopavali in pol smo vključili v razstavo, tako da tukaj se vidi, ljudje so lahko prijeli, se z njimi ukvarjali. Tako da v nekem trenutku je en lahko bral zgodbo, ki je povedal starešina o sežigu naselja Lekeper. Lahko je videl sliko tega naselja, pa v rokah držal zažgane ostaline hiše. In razstava je odprla prostor za razgovor o naših raziskavah na splošno, kaj si želijo v prihodnosti, ampak prevladujoč občutek, ki so ga ljudje izrazili, je bil to, da njihova kultura izginja. In da v prihodnosti ne bodo več obstajali kot neka svoja neodvisna skupnost. In seveda to je ful razumljivo, glede na to, da se vse tam spreminja od ekonomskih do podnebnih sprememb, ki pač vplivajo na tradicije, šege, načine življenja. Med drugim pa tudi ni nobene državne podpore, da bi se karkoli ohranili ali pa zapisali. In po tej razstavi smo začeli sodelovati z obrtniki pa kulturnimi skupinami, posneli razne postopke izdelovanja tradicionalne materialne kulture, imeli razgovore, pač tako, da smo posneli, od koga so se naučili izdelovati, zakaj jih zanima, o zgodovini pa o rabi materialne kulture, zakaj je vse to pomembno. In skozi ta proces pol tudi imeli razgovore, recimo o tem, o dostopnosti surovin, rastlin, kaj vse se je v družbi spremenilo, kako dojemajo te spremembe okolje. Pa primerjali smo pa tudi
te obrtne izdelke z muzejskimi zbirkami, fotografijami, poslikavami, pa izkopaninami. Da recimo, pogovarjali smo se na primer o nakitu, katere velikosti jagod so jim bile všeč, kdaj, kako, kakšne so jim všeč sedaj, pa v preteklosti njihove mame, barve, a ne, ki imajo tudi razne kulturne pomene. In smo lahko primerjali s tem, kar smo recimo našli na najdiščih takole tukaj, s tem, kar se je pač dogajalo v zadnjih 200 letih. Tako da smo res lahko sledili v detajlih, kaj je vplivalo na skupnost, pa njihovo materialno kulturo, migracijam smo sledili lahko, kaj so se klani pridružili in postavili vse v nek kontinuum, ki je pač povezal današnjost z arheološko zgodovino. In s tem, da smo spravili na eno mesto arheološke pa muzejske zbirke, razne arhive, ustno izročilo, obrtništvo, pač smo skupaj s skupnostjo ustvarjali neke vrste otipljive pa vizualne pripovedi, s katerimi lahko raziskujemo, kako sebe in svojo kulturo vidijo danes pa v prihodnosti. Ko smo začeli tudi obravnavati občutke izgubljanja kulture in skupnosti, pomagali, da ohranjajo svojo identiteto. Pač skupaj smo ustvarjali neko osnovo, na kateri lahko gradijo vizijo o svoji kulturi danes in v prihodnosti. Kratke dokumentarce smo naredili in pač začeli pogovor o tem, kako doživljajo klimatske ekološke spremembe. Ker na primer v zadnjem desetletju so doživeli kar 2 hudi poplavi, kar jih je malo pretreslo, ker oni doživljajo okolje kot da postaja zmeraj bolj sušno. In če primerjamo tele vrste slik, ki so slikane leta 1922 pa 2022, recimo zgoraj, tukaj vidimo trave, tukaj grmovje pa drevesa, 100 let razlike, ampak poplave so še zmeraj. Tako da, če malo pohitim, če pogledamo podnebje, kako se spreminja, bi prikazali, da je zmeraj bolj vlažno, da imajo več padavin povprečno vsak let, ampak po pogovorih tudi z raziskovalci z Dunaja, pač se je izkazalo, da v bistvu postaja zmeraj bolj vlažno, ampak kar vidimo tukaj, da povprečen, ko pada dež, je povprečje kar padavin veliko višje, povprečno število deževnih dni pa manjše, tako da zaradi tega imamo pač zdaj tam poplave, medtem ko pa poljščine recimo morajo preživeti več časa brez dežja, pa že tako malo dežuje. S tem smo pa zdaj tudi dobili možnost, da začnemo pogovarjati o pridelkih, kaj so Ilčanosi pridelovali v 19. stoletju, ki je bilo podnebje tudi bolj sušno, pa odvisno od namakalnega sistema, tukaj ga vidite kot tale pajčevina. Tako da vemo, da so izkopavali kravji grah, buče, proso, sirek, vse pač te rastline, ki zdržijo več časa brez vode. Medtem, ko pa zdaj trenutno gojijo večinoma koruzo, pa mogoče paradižnik. Tako da naslednjič, ko gremo v Baringo, se bomo tudi o tem pogovarjali, bomo imeli še eno razstavo in smo na razstavi osredotočeni na prihodnost, kakšne so možnosti pridelovanja teh zdaj žitaric, ki jih zdaj več ne gojijo, če jih bodo gojili ali če jih gojijo v taki manjši obliki kot pač zavarovanje, če jim koruza ne uspe, pa tako naprej. Tako da smo res osredotočeni na prihodnost. In še preden se projekt začne, skupnosti določimo, kaj bi oni radi videli, da se razišče pa kako. In s tem projektom tudi krepimo identiteto, pripadnost skupnosti, vidnosti, dajemo vidnost materialni kulturi znotraj pa zunaj skupnosti. In pač tudi nazorno lahko prikažemo
kako se okolje spreminja. Vnaprej pa, ja, tako da, najlepša hvala. Hvala, Nik. No, res mislim, da je bilo to zelo pomembno, aktualno predavanje in glede okoljskih sprememb, ampak tudi glede uporabnosti arheologije za oblikovanje prihodnosti. Gotovo bo kakšno vprašanje v publiki. Ne vsi na kupu. Potem bom jaz nekaj vprašala. Veliko si pohvalil pač tudi to sodelovanje s skupnostjo, ampak bi rada vprašala, če so se pojavile tudi določene težave ali spori, pač so vas vedno pozitivno sprejeli ali pa je bilo tudi nekaj problemov? Zdaj, v bistvu, ker že toliko dolgo delam tam, smo postopoma gradili tole razmerje, a ne. Sicer kakšnih velikih problemov nikoli ni bilo. Edino, kar se je zgodilo, en gospod ni hotel, da smo izkopavali na njegovi zemlji. Podnajemnik nam je pa dovolil, a ne. Tako da mi smo v bistvu mislili, da je zemlja od podnajemnika in smo vse zrihtali, smo začeli izkopavati, v bistvu pa lastnik kasneje prišel pa hotel, da nehamo. To je pa bilo največ, kar se je zgodilo. Ker pač ekipa je sestavljena, razen mene so vsi lokalni ljudje, a ne, in pač imamo zmer ta pogovor, neko razmerje, da ja, ne naredimo kaj narobe. Še kakšno drugo vprašanje? Mogoče Ana? Nik, pozdravljena, Ana, tukaj arheologinja. Jaz morda nisem te dobro razumela, ampak te jase, ki si jih predstavljali, to je enkratna uporaba, pač ki je bila dolgotrajna, ali so te jase pač večkratno bile pol uporabljene, če ste izkopavali na njih? Kaj se je pokazalo? Te, kar sem jih jaz izkopaval, so bile enkratno uporabljene, pa tudi tele, ki so zdaj, ki so jih drugi kolegi izkopavali, tudi večinoma enkratno uporabljene. Zdaj, etnografsko pa vemo, da jih včasih, da se včasih na novo naselijo, a ne, na te jase. Tako da, koliko pogosto to ne vemo, vemo pa recimo, da če, pač ne, zdaj, če bi moj deda tam živel na tej jasi, oziroma kar je ostalo od nje, a ne, da jaz pa lahko se tudi tja naselim. Pa če ljudje vejo, da kdo je tam preživel, pač rabiš dovoljenje zanamcev. Drugače pa jase se tudi proba nekako ohraniti, ravno zaradi teh trav, sladkih trav, ki jih imajo tudi krave rade. Aha, torej dejansko skrbijo za to, da jase ostajajo jase, če prav razumem. Ne. Je to naravno potem se te rastlinje tam živi naprej. Ja, je skoraj naravno. Da je ena jasa stara 3000 let, ne, pač če gledam za Evropo, ni možno, da jasa je 3000 let jasa, ne, pač da je, ali se te pač, v bistvu, ali je še kakšen drugi dejavnik, ali samo naravni dejavniki, da potem te jase ostanejo pač kot jase. In je to po temu, ko so ljudje zapustili ta prostor. Ne, se glih to, pač se nekako ohranja, ker pol ne so pač, ali divje živali, ne, pridejo tja, tudi še naprej serijejo, tako da se tale hranilne snovi se nekako naprej ohranjajo, se znova vključeno, pa tudi ljudje jih bodo pol uporabljali, ne, to so recimo včasih so bile to črede po 100 krav, včasih še več, ne. Tako da se je to nekako nabirali in prek tega se je po naprej ohranjalo, da pa prav zares tako res načrtno skrbeli, to pa ne, da bi vedelo. Ok, hvala. Še kakšno drugo vprašanje? Ja, a lahko preko Zoom?
Mojca, jaz te slišim tako, da lahko, ja. Ja, tudi ne vem, če drugi slišijo, ker bi imela malo širše še za prejšnje predavanje. Se slišimo, hvala lepa. No, moje ime je Mojca, jaz sem zdaj locirana v Trnovi Gorici, zaključujem pa doktorat v Avstraliji. In najprej bi se zahvalila za vsa zanimiva predavanja, res zanimiv panel in vsem predavateljem in vtisu za organizacijo tega simpozija, no, je bilo zelo zanimivo. Tukaj bi, če se navežem najprej na Nika, res poudarila, izjemno fajn se mi zdi, da je predstavil to, kaj pomeni v drugih kulturah, ko mi z našim evropskim oziroma zahodnim načinom mišljenja pridemo, da bi nekaj delali pa izkopavali. Konkretno v Avstraliji, ne, se zdaj tudi na račun vsega teh posledic kolonializma in vsega, kar se je dogajalo, so zelo občutljivi na to. In predvsem, ko gre za izkopavanje na območjih, kjer so živeli njihovi predniki, kjer je to povezano z velikim spoštovanjem in se teh stvari navadno ne smeš sploh dotikati. Tako da se zdaj ti pristopi na srečo zelo spreminjajo. Prej so pa ti zahodni raziskovalci kar prišli in harali povsod. Tako da so to kar občutljive teme in je prav, da se jih tudi na takih panelih malo načenja in opozarja, ko prihajamo iz različnih izkušenj. Potem bi pa res se navezala še na Brino. Z Brino sem bila že v kontaktu prav preko vtisa in tle bi imela pa eno še vprašanje, to poudarjanje, kar je ona poudarila, da se moramo različne vede povezovati, se mi zdi zelo pomembno. Ker znanost se tako razvila danes, da ne moreš biti več tako splošen strokovnjak za vse, ampak smo res strokovnjaki na svojih zelo majhnih področjih. In jaz v konkretnem primeru izhajam iz geologije, delala sem pa na rekonstrukcijah paleookolja na arheoloških območjih, na arheološkem spodmolu, tako da sem mogla te dve temi povezovati in sem zdaj nekje v nekem medobmočju. Jaz rečem temu še zmeraj arheosedimentologija, ampak tudi geoarchaeology, torej geoarheologija, ne. Sem delala na fitolitih, na vplivu človeka, kako človek spreminja svoje okolje, kje lahko najdemo znake arheoloških ognjišč v sedimentih, tudi izven spodmolov in take stvari. In zdaj me zanima, koliko je to področje, tudi mogoče za gospod Zajner, kot predstojnico v Sloveniji arheologije, zdaj na študiju arheologije, kako je zdaj to povezovanje pokrito, bodisi na Dunaju, kakšne izkušnje ima Brina ali pa Nik in Sloveniji, in kakšne so možnosti za tiste, ki pridemo potem z nekimi takimi znanji nazaj. Hvala lepa. Živijo, Mojca. Na Dunaju specifično se v bistvu Dunaj zelo napreduje v vsem v zelo kratkem času in med drugim tudi na našem oddelku za evolucijsko antropologijo smo v zadnjih 2 letih zaposlili geoarheologinjo in vsaj eno. In se v bistvu na tem področju ogromno dela in izkopava tako v Afriki kot v Aziji, kot ne vem kje še vse. In imamo še tudi druge raziskovalce, ki so zaposleni na teh projektih, tako da to precej raste in recimo profesorica prihaja tudi, mislim, da iz geološkega backgrounda, medtem ko PhD študent je arheolog, tako da se v bistvu pač povezujejo stvari med seboj, kot pač se tudi konec koncev morajo. V Ljubljani pa, kakor se sama spomnim, imamo precej interdisciplinaren študij tudi in se povezujejo, ampak bom predala besedo. Hvala. Ja, saj tudi na oddelku za arheologijo imamo predmet geoarheologija in bi rekla, da v vsakem primeru študenti imajo seveda bolj neko osnovno znanje glede tega, ampak se je tudi v zadnjih letih razvijal en projekt, v katerem je predvsem en, bi rekla, doktorski študent se veliko ukvarja z geoarheologijo oziroma tudi s mikromorfološkimi vzorci in je pri tem veliko sodeloval tudi z geologi. Pač je področje, ki je v razvijanju, no, tudi na našem oddelku
tudi preko projektov. No. Tako da bi rekla, da se kaže tu veliko novosti, tudi predvsem v bodočih letih, ko se bodo zaključili ti projekti. Okay, tukaj imamo še zadnje vprašanje, malo nas že čas preganja, tako da če boste na hitro. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem govorcem. Jaz imam eno, mogoče ne tako zelo arheološko vprašanje, ampak bolj vtisovsko vprašanje, ker zmanjšujemo razdaljo med svetom in Slovenijo. Zdaj za vse tri govorce, koliko se vi vidite še v Sloveniji, koliko bi sodelovali s Slovenijo, koliko to delate, ali nameravate priti nazaj in mogoče tudi za gospod predstojnico, ali aktivno iščete, da bi se te naše visoko izobraženi znanstveniki vrnili, kako je s tem, pač osebno seveda verjamem, da se, ampak kako je s tem na inštitucijah? Ali jim ponudite prostor, kjer lahko predstavijo svoje delo? Mi zdaj seveda tudi delamo na tem, no, da bi se povezali tudi s študenti oziroma s slovenskimi raziskovalci v tujini. Zdaj tako prav institucionalno je precej težko, kot veste, so recimo delovna mesta na fakulteti precej zabetonirana, kako bi rekla, ampak pač so določeni sodelavci zelo aktivni na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih projektov, tako da preko tega se mi zdi, da se bo tudi sodelovanje s slovenskimi raziskovalci v tujini vedno bolj povečalo. Zdaj prav letos, ki sem prej omenila, da poteka tudi ta praznovanje 100-letnice študija arheologije na filozofski fakulteti, smo tudi organizirali veliko število gostujočih predavanj in bi s tem tudi nadaljevali v letu 2024, ker seveda gre za akademsko leto, ki je zdaj tudi tej obletnici posvečeno. Tako da mislim, da bo prav gotovo možno tudi v bodočnosti taka sodelovanja povečati, ne? In si seveda predvsem v sklopu projektov nadejamo pač taka sodelovanja. No? Z vsemi prisotnimi, no, jaz mislim, da tudi vse predstavitve so bile res zanimive, vsej meni. Tako da bi mogoče s tem tudi zaključila panel arheologija danes. Mislim, da smo prikazali precej raznolik presek arheoloških študij, od analiz starodavne DNA, preko antropoloških analiz prazgodovinskih družb, pa še smo slišali te bolj arheoekološke študije vzhodne Afrike. Mislim, da gre res za zelo raznoliko področje in ste seveda tudi ravno s vašim sodelovanjem s tujimi inštitucijami pridobili zelo pomembne izkušnje in veščine. Zato res upamo, da bo tudi v bodočnosti možnost sodelovanja. Najlepše se zahvaljujem vsem panelistom, poslušalcem, ki ste ostali do konca konference in seveda še posebej društvu Vtis za odlično organizacijo konference in tudi za zelo lepo oblikovanje tega panela arheologija, ki, kot verjamem, je bil vsem prav zanimiv. Lepe praznike in lep pozdrav. Ja, najlepša hvala tudi vam, dr. Zannir, in seveda vsem panelistom, tako v živo kot na spletu. Hvala, da ste se nam pridružili. S tem v bistvu mi zaključujemo uradni del tega simpozija. Preden se razidemo, pa bi se rada zahvalila še Neži Ribariš, ki je glavna organizatorka tega simpozija. Nažalost je danes ni tukaj, če ne bi jo seveda povabila na oder, in pa seveda Niki Rožanc, ki je, prosim en aplavz, ki dela v naši pisarni in seveda z njunim delom in njuno pomočjo smo v bistvu omogočili izvedbo tega dogodka. In v imenu društva Vtis se zahvaljujem tudi vam in seveda vsem prostovoljcem, ki ste pomagali pri izvedbi tega dogodka.
Brez vas seveda tega ne bi bilo. Tako da najlepša hvala. Jaz bi vas rada povabila na mreženje zunaj, tam, kjer smo imeli odmor. In najlepša hvala vsem, ki ste prišli na ta dogodek in seveda vsem, ki ste bili z nami na spletu. Tako da želim vam eno lepo popoldne in se vidimo kmalu. Hvala lepa.